Ali si za en krasen mini dokumentarec, verjamem, da ja, o jasnovidnosti, kaj ti leta vedno pride prav. Vendar tokrat en dokumentarec, katerega še nismo imeli, kako ti prilagoditi svojo jasnovidnost glede na te zaznave, ki jih že nosiš v sebi. Zate sem pripravila 4 tipe, ki te bodo usmerili, kako lahko čez vsak dan brusiš svojo jasnovidnost in kako se da uporabiti. Mogoče tega zdaj ne pričakuješ, ampak jasnovidnost, včasih ljudje mislijo, da se gre res samo za vizije, stvari, ki jih vidiš, ampak to je v bistvu zaznava, katero se da pa tudi preko nekih drugih načinov aktivirati. In zdaj, če si ti nek tip in potem probaš vsiliti neko jasno videnje na način, ki pa ni preveč pisano tebi na kožo, potem je to težka naloga in danes bi ti rada dala neki tehniki, bi ti to prilagodile, zato da veš, da lahko na tak način tudi jasnovidnost razvijaš. Ampak najprej, da ti povem, kaj sploh jasnovidnost je. Jasnovidnost prihaja iz francoske besede clairvoyance, kar pomeni clair, jasno, in voyance, videti, jasno videti. In katerakoli oseba, ki ima sposobnosti, da prebere informacije, energijske informacije o predmetu, o osebi, o lokaciji ali o kakšnem dogodku, pravimo, da je to oseba, ki nosi seveda darove jasnovidnosti. Zdaj pa, če ti hočeš jasnovidnost razvijati, tudi da potem s časoma videvaš angele, videvaš aure, znaš prepoznavati ta sporočila, jasne vizije, tako dobivaš, veš, pa preko sanj, pa preko kart, pa preko meditacij in tako dalje. Ampak jaz bi se rada danes osredotočila na tvoje zaznave. Rada bi te dejansko majčkeno prilagodila, te tvoje zaznave, zato da jih lahko začneš ti brusati na tvoj način, zato da lahko priješ do te tvoje želene jasnovidnosti. In sicer gremo si najprej pogledati, kateri ste prvi jasnovidni tip in kako pridobivati v bistvu te neke zaznave. Tisti ljudje, ki zelo radi imate fizično stvari, da se dotikate stvari, radi imate predmete, veliko vam predmeti pomenijo, radi se jih dotaknete. To ste oni, ki rečete, ne, veš, jaz moram v trgovini, se moram tega dotakniti, jaz ne moram kar na spletu tega kupiti, a veš. Oni, ki radi stvari primete v roke, oni, ki so vam predmeti všeč, oni, ki zaznate nek predmet, a veš, ljudje pridejo v prostor, kakšni pa tako ne opazijo, da se karkoli not nahajajo. Nekdo bo opazil, wow, tamle je ful lep kipec, wow, tamle je ful posebna sveča, kaj pa je to, pa greš tja, pa probaš v roke prijeta, ne? To pomeni, da vi imate sposobnost razvijati jasnovidnost preko dotika in preko predmetov. Če želite brusiti svojo jasnovidnost, to naredite tako, da ko želite v nečem pridobivati neko informacijo, si zagotovite, da boste imeli podobo tega, pa kakorkoli že v rokah. Primer, hočete neko informacijo, zakaj se neka oseba slabo počuti, naj vam ta oseba da nek osebni predmet, kot je recimo prstan ali pa ogrlica, a veš, nekaj, kar je prav te osebe, in potem v bistvu se dotikite tega predmeta, zaprite oči in pejte za notranjimi občutki in kakšne vizije dobite. Torej, uporabite nek fizični predmet za to, da vam spodbudi jasnovidnost. A veš, kaj mislim? Na tak način to naredite, torej tisti ljudje, ki imate to radi, a ne? Potem ste drugi tip, senzorni tip, ste tisti, ki ste empati. To ste ljudje, ki čutite druge ljudi. Če so žalostni, pa tudi če se smejijo, vi to veste. Veste, da z njimi nekaj narobe, veste, da jim nekaj ni, enostavno čutite ljudi, radi imate ljudi, povezujete se radi z ljudmi, radi se pogovarjate, veliko informacij dobivate iz tega, a veš, iz te srčne frekvence, ki se z nekom povezujete, ne? Tako da ki ste empati, lahko pridobivate na tak način, da se povezujete z osebami, da opazujete osebe in potem dobite vtise v njih in preko svojih lastnih občutkov dobite potem vizije in interpretacije. Kaj pa, če iščeš informacije recimo za sebe, tukaj se bo definitivno pojavilo tudi to vprašanje, nič hudega. Drugi ljudje, veš, tudi te sprožajo veliko občutkov, ki si v sodelovanju z njimi in tako naprej. In če hočeš dobiti nek odgovor za sebe, zakaj imaš nek vzor, zakaj se ti nekaj dogaja, pogledaš, kaj so ti drugi ljudje sprožili, ampak spet gre preko te srčne frekvence, ampak tudi ti si oseba, veš, tudi ti lahko sebe opazuješ.
sebe opazuješ, svojo mimiko opazuješ, svoje počutje opazuješ in preko tega dobiš jasnovidne informacije, preko tega opazovanja. Ta tretji tip ste definitivno ljudje, ki radi potujete. Največ se naučite in največ novih spoznanj dobite na novih lokacijah. Zelo radi greste po svetu. Veliko vam pomeni, da ste v lepih prostorih. Definitivno vas vedno zanima tudi energijsko čiščenje prostora. Radi imate lepe prostore, če je okrog vas, kakorkoli, recimo, to imam tudi jaz, razmetan, pa tako naprej, ste kar malo živčni in tako dalje. Torej, vi ste prostorski tip. In vi, ki razvijate svojo jasnovidnost, s časoma boste itak imeli vse te 4 darove, lahko veliko informacij preberete iz tega, da mogoče v nekem prostoru se ne osredotočate na osebe, ampak da pogledate, kaj je v prostoru, kako se prostor obnaša, kako se vi noter počutite, kaj se dogaja, zakaj ste zdaj vi v nekem prostoru taki, ki ste, kako se odzivate in na tak način pridobivate informacije. Pridete nekam, rabite neko informacijo, opazujte prostor. Rabite osebe, zato da pridobivate jasnovidno informacijo. Rabite nadaljavo, začutite, nekam boste šli, je to pravo za vas, rabite jasnovidno informacijo, veste približno kam greste, seveda naslov in kako bo prostor izgledal, povezujte se s prostorom, pa boste tako vi dobili informacije. In ta zadnji ste tisti, ki lahko berete dogodke. Tisti, ki berete dogodke, ste predvsem čez vsak dan zelo razmišljujoči tipi, zelo radi analizirate, kaj se je kje zgodilo, zakaj se je kje zgodilo, kaj je to pomenilo in tako naprej. In to vam sproža jasnovidnost in tudi branje informacij, razumeš? In vi ste zelo dobri in je dobro, da recimo meditirate na to temo, pa tako naprej, da vzamete neke aktualne dogodke, da jih energijsko ocenjujete in vi ste tudi tisti, ki imate potem darove, da ocenite in napoveste bodoče dogodke, ki so pred vrati. Tako to je bilo nekaj za začetek, tako da lahko malo začnete, da se malo z jasnovidnostjo lahko vsi 4 tipi poigrate. Zdaj pa, če želiš se jasnovidnosti res v praksi zelo globoko učiti in uriti v tem, naj ti povem, da prihaja zelo lep tečaj jasnovidnosti in angelske terapije. En tak lušten hibridek je ta tečaj in ta tečaj vključuje to, da v bistvu pol tečaja te učim zelo napredne terapije. Angelske terapije po moji avtorski metodi, katere nisi srečala nikjer druge. In to je res ogromno variacij. Naučim te tudi potem, ne vem, terapija za družinske vzorce, vse vrste terapije za vsa področja življenja z angeli, 3-stopenjska terapija z angeli, tudi regresoterapijo v prejšnja življenja te naučim. To je glede terapevtskega dela, če rabiš to za sebe, če pa hočeš potem naprej imeti svoj center, pa mogoče ti delati angelske terapije z druge ljudi, ti pa čisto na koncu, ko ti predam certifikat, dobiš tudi dovoljenje za izvajanje mojih metod in ti predam cele metode spisane, opise za spletno stran, terapevtsko skripto, vse dobiš in to lahko s tem se seveda tudi profesionalno ukvarjaš. Ampak se ti ni treba, če tega ne čutiš, lahko imaš to tudi samo za sebe. Potem je pa tukaj še jasnovidni del, tako da pol, zato pravim, da sta hibrid, sta tako razdeljena. Potem imaš pa še tukaj učenje branja iz takih posebnih jasnovidnih kart, pa iz angelskih simbolov, pa učim te naprednega branja kolektivnih informacij, branja energije, branje aure in take res čudovite stvari. In če te je v tem trenutku to poklicalo, tečaj jasnovidnosti je pred vrati, samo še nekaj prostih mest. Vabim vas torej svoje kroge, bodoče terapevte ali pa za osebno uporabo. Raziščite tečaj na povezavi in se te veselim.